Zakaj vzeti račun? Zakon o varstvu potrošnikov v 35. členu določa, da je podjetje dolžno za prodano blago oziroma opravljeno storitev potrošniku izdati račun, razen če ni z drugim predpisom drugače določeno. Zakon o davčnem potrjevanju računov pa v 5. odstavku 7. člena določa, da mora zavezanec za opravljeno dobavo blaga ali storitev izdati račun najpozneje, ko je dobava opravljena in prejeto plačilo z gotovino. Isti zakon pa v 2. odstavku 12. člena določa obveznost kupca, da prevzame račun in ga zadrži neposredno po odhodu iz poslovnega prostora. Zakaj je tako pomembno, da potrošnik prejme račun? Potrošnik lahko z računom dokazuje svoj nakup in lažje uveljavlja svoje potrošniške pravice. Na računu so namreč tudi podatki o datumu nakupa, lokaciji nakupa, naveden je artikel, ki je kupljen in podobno. Naj navedeno ponazorimo z 2 primeroma. In kaj potrošnik lahko stori s tem računom? Uveljavlja svoje potrošniške pravice, stvarno napako na blagu ali nepravilno opravljeno storitev, oziroma uveljavlja garancijsko popravilo v skladu z garancijskimi pogoji. Brez računa bo potrošnik težko dokazoval obstoj nakupa pri točno določenem prodajalcu, zaradi česar tudi ne bo mogel uveljavljati svojih pravic iz naslova stvarne napake ali garancijskega popravila. Primeri iz prakse. Prvič. Z mehanikom, ki ga na videz poznamo, se dogovorimo, da nam bo opravil redni servis na našem starejšem vozilu, kjer bo zamenjal tudi zobati jermen in vse, kar sodi zraven, ker je minilo že 5 let od zadnje zamenjave. Da bo cena še bolj ugodna, mehanik sam predlaga servis brez računa, mi pa se s predlogom strinjamo in pričakujemo, da bomo privarčevali skoraj polovico zneska, kot če bi vozilo peljali na pooblaščeni servis. Po opravljenem servisu se vozimo pol leta, nato pa obstanemo na cesti z veliko okvaro, ker zobati jermen ni bil pravilno in dovolj napet, in se soočimo s stroški popravila, ki so lahko prek 2000 evrov. Ne spomnimo se niti, kdaj nam je mehanik izvedel redni servis, prav tako pa nimamo nobenih dokazil, da smo bili pri tem mehaniku, ki se zagovarja, da on na tem vozilu ni nikoli izvajal rednega servisa vozila. Začne se trnova pot, kako na sodišču dokazati, da je ravno ta mehanik resnično izvajal redni servis na našem vozilu, ter kdaj, ko pa nimamo nobenih dokazil o opravljeni storitvi. Plačujemo stroške odvetnika na sodišču, uspeh pa je vprašljiv, če bomo uspeli vse to dokazati. Na koncu se potrdi stari rek, da je najcenejši nakup na koncu najdražji nakup. Zato vzemimo račun tudi od mehanikov, ko servisirajo naša vozila, da nas kasneje zaradi tega ne bo po nepotrebnem bolela glava. Drugič. Privoščim si novo frizuro, dogovorim se s frizerko, ki mi opere lase, postriže, pobarva in posuši, vse to le za 30 evrov, če bi mi izstavila račun, pa bi morala plačati 60 evrov. Obe zadovoljni, vse dobro. Zjutraj se zbudim, vsa zabuhla, lasišče me peče, praskam se do krvi. Končam na kliniki, kjer sem bila sprejeta zaradi alergije na naneseno barvo. Sledi še 14-dnevni bolniški stalež z izpadom dohodka in uničeni lasje. Za novo, kratko frizuro s pranjem in maskami pri drugi frizerki
odštejem 40 evrov in seveda dobim račun. Dokaza, da mi je frizerka brez računa nanesla barvo, kaj šele katero barvo, nimam in od nje ne morem terjati niti tega, da mi ponovno opravi storitev, vsaj pranje in striženje, kaj šele, da bi mi povrnila številne stroške in odškodnino zaradi nastale situacije. Brez računa? Ne hvala, se ne splača.